Pogled na prečudovito Vipavsko dolino v začetku maja lahko pomeni samo eno, da je reli po pol leta končno nazaj. To je 15. reli Vipavska dolina. Lepo pozdravljeni v prvi reportaži letošnje sezone državnega prvenstva v reliju. 6 dirk bomo spremljali letos, vozniki, sovozniki, ekipe in tudi navijači pa so že nestrpno čakali na začetek dirkaške sezone 2026. Konkurenca bo močnejša, vroče bo bolj kot kadarkoli prej. Zato je prav, da hitro pogledamo, kaj se je dogajalo na 15. izvedbi relija v okolici Ajdovščine, še prej pa je prav, da se spomnimo, kaj se je dogajalo v lanski sezoni. 4 zmagami od 7 preizkušenj v letu 2025 sta Rok Turk in Blanka Kacin prišla do še enega naslova državnih prvakov. Rok je tako na večeru prvakov dvignil pokal najboljšega voznika sezone že 7, Blanka pa 6 za najboljšega sovoznika. Kaj pričakuje državni prvak pred novo sezono? Po lanski sezon se je avto takrat vsako leto pregledal oziroma čez celo zimo je ekipa naredila revizijo na avtu, pripravila avto pred štartom Zober speciala. Ne razmišljamo sezone, dejstvo je, da se treba tukaj v prvi fazi zahvaliti vsem pokroviteljem ekip in vsem, ki stojijo pri tem projektu zraven, da smo danes sploh lahko tukaj. Glavni konkurent je bil mladi Mark Škulj s sovoznico Pijo Šumer, ki je na reliju doline Zelenega zlata prvič slavil zmago, nato pa še v Soški dolini. Za Turkom je v prvenstvu zaostal za 25,5 točk. Tokrat bo naslov lovil z novim starim sovoznikom Urošem Ocvirkom. Priprave so bile malo krajše letos, pripravili smo samo en test včeraj in pa danes ta shakedown. To je kar se tiče priprav. Čez zimo smo se seveda fizično pripravljali. Zmago na zadnji dirki sezone v Idriji je osvojil Marko Grossi, ki pa se zaradi 2 odstopov tokrat ni mogel potegovati za naslov. Ja, glede na to, da je samo 6 dirk, nobena se ne odbija kot lani. Če nekomu se poklopi vse, nekomu drugemu lahko prebita guma jutri, kako šta sezone. Zanimivi so bili tudi boji v divizijah državnega prvenstva. V diviziji 2 je naslov osvojil Martin Čendak, boj med Luko Brusom in Mitjo Velkavrhom v diviziji 1 pa so odločile le 3 točke v prid Brusa. Tako Čendak kot Brus letos ne bosta branila naslovov. Veliko zanimivih zgodb smo še spremljali lani, a posvetimo se aktualnemu dogajanju. Sezona 2026 prinaša kar nekaj novosti, kot tudi sam reli Vipavska dolina. V točkovanje državnega prvenstva divizije 1 bodo tokrat vključeni samo dirkalniki razreda Reli 5 in pokalni Opel Adam. Drugi nekdanji dirkalniki te divizije bodo tekmovali v svoji diviziji 1A. Na vrhu pa je bilo v Ajdovščini zelo dobrodošlo povečanje števila posadk v najmočnejšem dirkalnem razredu Reli 2 oziroma R5. Tovrstnih slovenskih ekip je bilo namreč kar 10. V kombinaciji s spremenjeno in hitrejšo traso relija Vipavska dolina, o tem malo kasneje, je bila to napoved za atraktivno dirko. Največji izziv bo biti hiter, sploh na teh hitrih odsekih, skoncentriran, biti pripravljen. Najmočnejša konkurenca do zdaj, veliko hitrih fantov, dobrih avtov in pa brzinci so super hitri. So v ozadju že 2 meseca in pol delali, preden sem sploh za to zvedel in ja, njim gre zahvala, da se zgodil tale čudež, da nek, bom rekel, mali človek pride do takega dirkalnika pa ga poskusi peljati na domačem reliju. Prvo, kar se je zgodilo v Idriji, sem nekako se odločil, da je to od moje karijere, da bom zaključil, pa nekako, ko se je sonce pokazalo, asfalt malo se grel, so padle pa nove odločitve. Prva hitrostna preizkušnja sezone, ki je čakala 104 posadke, je že tradicionalno super special po ulicah Ajdovščine. Vozniki in sovozniki si ga ogledajo na drugačen način kot ostale hitrostne preizkušnje in sicer peš. Le par ur kasneje so gledalci napolnili mesto in sezona se je lahko začela. Čeprav je bil super special dolg le 3,8 km, je že ta napovedoval, da bo to dirka majhnih razlik. V diviziji 1A je novinec Miha Ivančič, ki ga sicer poznamo z gorsko-hitrostnih dirk, postavil najboljši čas, a sta se Matjaž Vogrič in Jan Mrvlje približala na manj kot 30 zaostanka. V diviziji 1 je Alan Pajk s sovoznikom Enejem Babičem nabral razliko 2,4 sekunde pred Mladenom Stepanovičem, oba vozita Renault Clio Reli 5. Tesne boje pa so napovedovali dirkači v diviziji 2, Vase Miklavčič je bil hitrejši od Roberta Kresnika in Gašperja Kosa, a vse je ločilo le pol sekunde. Sta pa že takoj na težave naleteli 2 posadki pri vrhu. Ivanu Hrženjaku in Roku Gomezelju je na Hyundaiu i20 odpovedala črpalka za gorivo, zato nista prišla do cilja prvega brzinca in sta naslednji dan startala po pravilu Super Reli. Marko Grossi in Tara Berlot pa sta zaradi tehničnih težav izgubila približno 40 sekund, kar je močno ogrozilo njun boj za stopničke na reliju.
Tretjeuvrščeni z relija Idrija lani, Italijan Lorenzo Lenzi, je dirkačem pri koncu startne liste za super special postavil visoko letvico, ki pa jo je za kar 3,8 sekunde preskočil Mark Škulj. Z Urošem Ocvirkom je tako imel odlično izhodišče za sobotni del dirke, 4 sekunde prednosti pred glavnim konkurentom za državno prvenstvo Rokom Turkom. Z Urošem so pokazali neko atraktivno hitro vožnjo, po mojem mnenju, tako da jaz sva zadovoljna z našim delom, ampak kakor vemo, se rally nadaljuje jutri in pa tisti glavni del šele sledi. Škulj in Ocvirk sta obetavno začela dopoldanski del naslednjega dne. Prva izmed 3 hitrostnih preizkušenj, ki so se izmenjavale v soboto, je bila povsem nova Happy Dolenje v dolžini 12,8 km. Po tem brzincu je Škulj imel 5,3 sekunde prednosti pred Turkom. Legenda slovenskega relija Darko Peljhan, ki z Volkswagenom Polom nastopa že 9. sezono, tokrat ni imel sreče. Na dirkalniku je odpovedal zadnji diferencial, zato je skupaj z Matejem Čarom po 4. brzincu odstopil. Omenimo še začasno spremembo v vodstvu divizije 2. Gašpar Kos in Aleksander Zevnik sta, čeprav nista postavila najboljšega časa, prišla v vodstvo. Ki pa ni trajalo dolgo. Vasja Miklavčič je svoje Lančo Y na naslednjem brzincu, legendarnem Happy Žablje, poslal odgovor. Ponovno se je na ovinkih pri cilju zbralo veliko navijačev. Ti so lahko videli edino zmago Marka Grosje na tem reliju, kar se hitrostnih preizkušenj tiče. Turka je ugnal za pol sekunde. Italijan Lenzi, ki je držal 3. mesto skupno, ni zmogel držati tempa najboljših. Na zadnje mesto, ki prinaša stopničke, je prišel novinec v dirkalniku razreda Rally 2 Grega Kravos. Ta je na Žabljah prehitel tudi Jana Medveda, ki je do tega trenutka imel slabi 2 sekundi prednosti. V diviziji 3 je do te hitrostne preizkušnje vodila posadka Kristjan Širok, Tadej Simčič v Peugeotu 306, a sta tudi ona dva predčasno končala rally. Na prvem mestu je bil tako Blaž Benčina z Majo Sedej na desni strani. Zadnji brzinco v prvem krogu je bila predmeja, nekoliko spremenjena v primerjavi s prejšnjimi leti, a še vedno zelo hitra. Škulj in Ocvirk, ki sta postavila najboljši čas, sta imela povprečno hitrost nad 117 km/h. Po vodnih 3 HP-jih sta držala prednost 4 sekund in pol pred Turkom in Kacinovo. Visoka hitrost je nekatere dirkače prisilila, da so nehote storili kakšno napako, kot je takole storil Mitja Velkavrh. K sreče se je hitro zbral in brez težav nadaljeval naprej. V diviziji 2 je sicer še vedno vodil Miklavčič, 4 posadke pa je ločilo le 5,2 sekunde. V diviziji 1 na vrhu še vedno Alan Pajk, a le 4,3 sekunde pred Renejem Černigojem, vodstvo v diviziji 1A pa je ponovno prevzel Miha Ivančič, potem ko ga je začasno po Žabljah držal Jan Mrevlje. Po polurnem postanku v servisu so ekipe nadaljevale z enakim krogom kot prej, najprej s Happy Dolenje. Rok Turk je le osvojil svoj prvi brzinc na tem reliju, s tem pa zmanjšal zaostanek na 3,4 sekunde. Dirkače v drugi diviziji državnega prvenstva Miklavčiča, Velkavrha, Kresnika in Kosa pa so ločile le manj kot 4 sekunde. Obetal se je res izjemen boj za zmago v teh 2 kategorijah. Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik sta bila na polovici relija na solidnem 7. mestu. Žal pa je na Hyundaiu i20 Rally 2 pred drugim prehodom Žabelj odpovedal sistem servovolana, s tem pa se je dirka za to posadko, ki je drugič letos peljala s tem dirkalnikom, zaključila. Žablje drugič so se izkazale za prelomno točko 15. relija Vipavska dolina. Rok Turk in Blanka Kacin sta stopila na plin in odpeljala kar 7 sekund bolje kot prvič. To je bilo dovolj, da sta prehitela Škulja in postala nova vodilna. A prednost je bila majhna, le sekundo in pol, dirke pa še zdaleč ni bilo konec. Razlika se je zmanjšala v divizijah 1 in 2, Mita Velkavrh se je Miklavčiču v drugi približal na dobre 3 sekunde, Renej Černigoj pa Pajku na 1,6 sekunde. Ni dolgo trajalo, da je posadka Černigoj Gerbec tudi prišla v vodstvo divizije 1, Pajk je namreč izgubil kar 15 sekund na Happy pred mejo 2. V diviziji 1A pa je Miha Ivančič s sovoznikom Janezom Jesenkom močno povečal svoje vodstvo, ki je zdaj znašalo že več kot pol minute pred Matjažem Vogričem. Matjaž je na predmeji sicer prehitel Jana Mrevljeta. Pred zadnjima 2 hitrostnima preizkušnjama je skupno vodil Turk za 2,2 sekunde pred Škuljem, Grega Kravos je bil pred Medvedom na 3. mestu. Zadnji prehod Dolenja je ta boj naredil še bolj napetega, dirkač v Hyundaiu Jan Medved se je v tekmecu v Citroenu približal na le 3 desetinke. Do spremembe je prišlo na vrhu divizije 2, v boju, ki se je stopnjeval skozi celoten rally. Mita Velkavrh je skupaj z mamo Nino Velkavrh Gorenc le uspel prehiteti Vasja Miklavčiča in Martina Černigoja, ter je s tem pred zadnjo hitrostno preizkušnjo vodil za 3 sekunde. Spet pa omenjamo Matjaža Vogriča v MG-ju ZR105, ki je po okvari tega avtomobila odstopil in drugo mesto divizije 1A predal Mrevljetu. Sledil je še zadnji prehod brzinca Žabljev pozno v popoldanskih urah, ki je prinesel končne odločitve 15. relija Vipavska dolina.
Najprej si poglejmo razplet v diviziji 3 državnega prvenstva. Tukaj sta dirko končali dve posadki. Tomaž in Karin Šuligoj sta s Fiatom Puntom osvojila drugo mesto, zmago pa sta odnesla Blaž Benčina in Maja Sedej v Peugeotu 106. V diviziji 4, kjer nastopajo posadke z dirkalniki razredov Rally 3 in N4, je Janko Čebron s sovoznikom Žanom Umekom z Mitsubishijem Lancerjem 9. evolucije premagal novinca za volanom relja Andreja Klančarja za minuto in 15 sekund. Podrobneje si poglejmo izid divizije 1A. Tretje mesto sta si privozila sin in oče Aljoša in Bojan Makarovič v MG-ju ZR 105. Druga sta bila Jan Revlje in Manuel Šavli s Hondo Civic, 40 sekund in pol za zmagovalno posadko Miha Ivančič, Janez Sesenko. Oba sta prvič zmagala v tej konkurenci. Zjutraj sva imela, mislim, da vsak brzinc neke momente, ampak pol sva se malo umiril sem malo tempo vožnje, probil malo bolj tekoče peljati, kar se je tudi pol poznalo na cajtih. Nič, na splošno sva se ujela, avto mi je znan odprej. Nič, pol sva, žal mi je za Vogreča, ki je odstopil zdaj pred zadnji brzinc, tako da sva pol samo še dejansko umirjeno prepeljala do cilja in tu je, sem izredno vesel. Točno 10 posadk divizije 1A je prišlo v cilj. Točkovanje po tej dirki je seveda enako kot rezultati relija, Ivančič vodi s 30 točkami. Trojica posadk z Renaultom Cliom Rally 5 se je uvrstila na stopničke divizije 1. Lorenzo Martinčič, Italijan, ki vozi s hrvaško licenco in bo v letošnji sezoni dirkal v tej konkurenci, je sovoznica Beatrice Gargiolo osvojil tretje mesto. Alan Pajk in Enej Bobič sta bila druga, svojo krstno zmago pa je po dolgem času dosegel Reni Černigoj, ki mu zapiske bere Blaž Gerbec. Ja, z nas smo se razveselili, se je bila prva v naši karieri po dolgem cajtu, ko smo se matrali, zdaj smo končno dobili konkurenčen avto in smo se kar dobro borili in smo zmagali. 13,8 sekunde je na koncu znašala prednost zmagovalne posadke. Med dirkači v pokalnih Oplih Adam je bil najboljši Toni Štucin. Zdaj pa k zanimivemu razpletu med konkurenco dirkalnikov gnanih na prednji par koles, diviziji 2. Gašpar Kos in Aleksandr Zevnik sta na 6. brzincu prehitela Roberta Kresnika in zadržala končno tretje mesto. Vase Miklavčič je z Martinom Černigojem vodil večino časa, a se za končno zmago ni išlo. Na zadnjem prehodu Žabelj sta Mitja Velkavrh in Nina Velkavrh-Gorenc s Peugeotom 208 Rally 4 še nekoliko povečala prednost za prvo zmago na prvi dirki v diviziji 2. Ja, boji so bili res to hudi, da jaz nisem vedel, kako bomo to do konca prišli vsi celi, ampak nam je na koncu ratal. Pred zadnji brzinc sva mičkam pritisnila, da vidva, kako bo šlo. Na koncu je pol poklopil še Žablje nekako in mislim res sanjsko. Kar 5 ekip je končalo znotraj 48 sekund, na 5. mestu še Simon Mlinar in Erik Bizjak. Rally je v tej konkurenci končalo 11 posadk. Še končni izid 15. relija Vipavska dolina. Grega Kravos in Darko Vončina sta pred zadnjo hitrostno preizkušnjo imela 30 prednosti pred Janom Medvedom in Izidorjem Šavljem, ki sta jo tudi uspela zadržati. Izvrstna vožnja novinca v tem razredu, čustev pa na ciljni rampi ni manjkalo. Prvič, ko sem prišel skozi cilj, sploh sem ostal prazen v sebi. Enostavno nisem mogel niti se posmejati, niti požalostiti. Glavno je pa prišlo potem že v Park Fermeju čez 10 minut, bom rekel, res velika neizmerna hvaležnost in sreča, kakšne ljudi imamo ob sebi, ker konec koncev brez njih nikoli ne bi vozil dirke. Druga sta bila Mark Škulj in Uroš Ocvirk, ki sta na Žabljah tretjič še nekoliko popustila, a prednost pred tretjim mestom je bila še vedno velika, 50 sekund. Seveda pa si je posadka želela zmage. Z Rokom sva se peljala kar hitro skozi cel dan, tako da je pritiskala, forsirala in drugega, da narediva čim boljši rezultat. Mislim, da si vsi želimo tega, ampak ja, mogoče s kakšnim kilometrom več bi prišel še ta izgubljen čas. Tretjo zaporedno zmago sta v Ajdovščini tako osvojila Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta popoldne osvojila vseh 5 hitrostnih preizkušenj ter slavila prvo mesto za 8,7 sekunde. Zjutraj so potipala teren, da vidimo, kje smo. Pol naslednje 2 kroga so probala pa v bistvu malček dodati in probati nekako izrežirati ta finiš, kad smo ga na koncu. Je pa bilo res, da po dolgem času je ena taka lepa dirka z ogromno borbe. Tako da ja, čestitke tudi Marku, tudi
tudi Grosiju konc koncu škoda zaradi včeraj, ampak ja, če bo šla sezona tak naprej, mislim, da se nam obeta zanimiva sezona. Peti je bil Marko Grossi Staro Berlot. Posadka bi brez težav na super specialu zagotovo bila uvrščena višje. Deseterico najboljših skupno so dopolnili še Lenci, Kovač, Klemenčič, Zrinski in Čendak. Poglejmo si še točkovanje državnega prvenstva med vozniki po prvi dirki. Turk vodi za 6 točk pred Škuljem. Še čisto za konec omenimo zmagovalca za državni prvenstvi med mladimi in v kategoriji Masters. Mark Škulj je osvojil prvo mesto med vozniki do 25 let, Nejc Cencič s sovoznikom Roža Kaosa pa med mladimi sovozniki. V kategoriji Masters starejših od 50 let pa sta zmago slavila Mitja Klemenčič in sovoznika Aleša Zrinskega Metod Kurent. S tem se torej postavljamo od relija Vipavska dolina, ki je bil poln razburljivih bojev in odličnih zgodb. Reli se vrača že zelo kmalu, druga dirka državnega prvenstva bo že 22. in 23. maja v Velenju. Do takrat nasvidenje!